Če bi danes nekomu rekel, da je en sam človek brez javnega podjetja, brez znanstvenih dosežkov, brez politične funkcije sedel na večerjah z milijarderji, kraljevimi družinami in bivšimi predsedniki, bi vprašal samo eno stvar. Kaj je ta človek imel, da so mu vrata odpirali najmočnejši ljudje na svetu? Ta človek je bil Jeffrey Epstein, vsi ga poznamo, vsi približno vemo, zakaj je pomemben, v slabi luči predvsem, ker zdaj bruhajo ven Epstein Files, eni ste jih že gledali, tisti, ki jih še niste ali pa zelo malo veste o tem, imate danes mene tukaj zato, prelomila sem se na pol pri raziskovanju tega videa, čez ušesa me vse gleda čez noč in čez usta, ampak nisem tle, da jambram, ampak da gremo čim prej v ta video, ker sem probala eno smiselno celoto sestaviti. Z editorjem se bova šel naprej, odločila boste videli, ali bosta dva dela tega videa, ali eden sam, eden bo dolg, dva bosta normalne dolžine verjeten, in to je to. V vsakem primeru bosta objavljena samo en dan narazen, če bosta dva dela. Ena izmed najbolj crazy stvari pri njemu je, tisti, ki če še ne veste, Jeffrey Epstein ni izhajal iz old money elite, niti ni hiter postal new money elite, tip je bil na eni točki dejansko profesor matematike in fizike v New Yorku, ker vemo, da ni nič takega. On se je rodil leta 1953 v Brooklynu, povsem normalni, običajni družini. Je imel pa od nekdaj žilco za številke, I guess. Cilj, ne vem, kako je on odrastel, imel je tist touch z ljudmi, kako delati, da dobi od njih tist, kar želi. Njegov oče, by the way, delal v mestnih parkih, tako basically kakor en hišnik, sam za parke. Njegova mama je bila šolska delavka. Očitno na nek način je tudi on potem to povzel, ker se pravim, je bil učitelj matematike in fizike na elitni šoli Dalton v New Yorku. Plus, treba je razumeti, če je on pa šel na elitno šolo in učil matematiko in fiziko, to je bil gospodič takrat, ki je bil brez diplome, on ničesar ni doštudiral. Že to ti da misel, da je mogel delati neki, sploh še je bilo to 1970, je mogel delati neki, da je vse ljudem zalezel pod kožo, da so mu dali vse en tak job. Tisti, ki so ga poznali, so ga opisovali kot samozavestnega, tihega, na nek način tiha voda bregove dere, da si imel ob njemu tisto občutek, da ve nekaj, kar ti ne veš, in zaradi tega je imel ta power. Še večji power je pa kasneje dobil zaradi tega, ker je povezoval elitne ljudi med sabo, elitne ljudi, ki so niti med sabo se prej niso mogoče poznali, ki bi on sposoben povezati. In kaj je en rekel, njega pozna, in potem se je on mislil, pa on ga tudi pozna. Kdo je ta človek, da te ljudi pozna? Eni so ga dejansko označili, mislim, da je Bill Gates naknadno rekel, da je deloval zelo intimidating, že sam zaradi tega, kjer je ljudi med sabo povezoval in poznal, brez da bi točno kadarkoli v lifeu kdo vedel, kaj on dela v življenju. Ni imel prijavljenega podjetja, da bi vedeli, kaj točno je on počel. Je imel določen odgovor za to, bom prišla do njih, ampak še zdaj ne vemo točno. By the way, jaz sem lazanč v Londonu in se prijavim na en random Wi-Fi. In pojem, meni klenkne, da mi je nekdo razlagal, en kolega mi je razlagal, da je poznal enega človeka, ki se je na random Wi-Fi vtipkal in je potem ga TikTok zaznal kot nevarnega in sem mu banal cel profil, ki je bil pa cel njegov job. Predstavljaj si to. In sem zaparičarila in sem se spomnila, zakaj nimam non-stop prožganega sponzorja tega videa, Surfshark VPN, ko vse to drži pod kontrolo, da se ti to ne more zgoditi. Surfshark VPN šifrira tvojo internetno povezavo, skrbi, da si online neviden, da noben ne more prestreči tvojih podatkov. Dobesedno ustvariš tak varen tunel med sabo in internetom, kar je danes ekstremno pomembno. Plus ena izmed mojih najljubših stvari in tudi vaših je to, da ko imaš enkrat Surfshark VPN, se lahko pretvarjaš iz katerekoli države po svetu, praktično, ker imajo neskončno proksijev in tudi imaš celo bazo Netflix filmov in serij. Še ena nora stvar, če si ga ti recimo umisle zdajle za super ceno, ma potem to lahko vsi tvoji prijatelji in cela tvoja družina na vseh napravah, ker je crazy. Potem imaš pa zraven še opcijo Surfshark One. Ena izmed mojih najljubših je Surfshark Search. To ti omogoča, da po spletu surfaš, brez da ti dejansko sledijo, brez da ti personalizirajo tiste cookieje, brez da ta internet točen ve, kaj ti ponovadi brskaš, ampak dejansko dobiš realen internet, ne verzije, kot algoritmi mislijo, da jo hočeš. Če te to mika, klikaj na link v opisu tega videa in vtipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Mi pa gremo naprej v video. Ok, Epstein tukaj svojo pot mečken bolj logično nadaljuje in sicer po Daltonu, po tisti, ko je bil učitelj, se preseli na Wall Street, ki pa vemo pač.
tam začne delati v investicijski banki Bear Stearns, kakor vem, je zelo znana. Tudi tukaj ni imel čist tipične poti, ni imel ogromno izkušenje, pa zelo hitro napredoval. In že tukaj je začel nekako to svojo rdečo nit, kjer on ni delal z ogromno ljudmi, je pa delal z izbranimi ljudmi. In long story short, od tukaj naprej se razvija njegov stil dela in tudi to, kako je on razložil, kaj dela. Ne bi imel svoje podjetje za upravljanje premoženja, ampak samo za elitne posameznike oziroma za milijarderje. In od tu naprej ne bi bil to ta njegov glavni job in od tu naprej ne bi bil tu njegov ta neznanski dohodek, ker on konec koncev je bil tudi milijarder. Tukaj pridemo do 90s, tudi tam sem jaz približno rojena, lepe časi drugače, ampak tukaj se on giblje v krogu elit, dobesedno s princi, s predsedniki, z milijarderji, z najbolj pomembnimi ljudmi, s tehnološkimi voditelji in tudi on začne delati te večerje in zabave. Tukaj veljajo še vedno za bolj take pridne, kjer ne bi govorili o filantropiji, o reševanju sveta, o velikih dilemah, o politiki. Zaenkrat ne bi se on predstavljal še vedno kot zelo gospodič, ki ne bi delal popolne stvari. Vem, da vsi v tem videu čakate The Juice, tako da bomo čim prej začeli opletati s tem in sicer ena izmed teh pomembnih elitnih oseb, recimo je Bill Gates, vemo, da je pač. To je tako masovna oseba, sploh ne morem čisto v top of the top ljudi s premoženjem, kaj je svem, koliko at this point, verjetno čez 300 milijard, se sploh ne vem več, mogoče sem že čisto vzad, koliko so te ljudje bogati, valjda nekdo, ki je Microsoft izumil, lahko to pričakujemo od njega. Bill Gates je oseba, ki se z njemu pojavlja že tukaj od 90-ih in potem po prvi aretaciji se še vedno družil z njemu in po drugi aretaciji leta 2019 se še vedno družil z njemu. Šele potem so se ti ljudje mičkaj začeli umikati in upravičevati svoje dejanja, ampak če gremo v Epstein Files, eni ste gledali, eni niste in tam vidiš gor zadetke, koliko je ena oseba omenjena, je bil Bill Gates, mislim, da največkrat, tukaj govorimo v več 10.000-krat v teh e-mailih, dokumentih, prikazan na slikah itd., kar je crazy shit. Naj samo rečem, da noben od teh ljudi, razen enega, princa Andrewa, ni bil dejansko na noben način kaznovan, ni bil na sodišču dolg časa, ni šel v zapor, nič se noben mu ni zgodil. Ljudem, ki so bili tako bizarno prepleteni z Epsteinom, ker vemo, da so bili del vsega najbolj groznega, kar si lahko zamislite. Druga oseba, za katero vsi vemo, da je tukaj z njemu povezana in sta se ogromno družila, sta bila kolega, je pač trenutni ameriški predsednik Donald Trump. Onda so se poznali že iz newyorških družabnih krogov, ali iz Wall Streeta, iz teh investicijskih svetov. Donald itak trenutno, kakor se le da, zanika vse te povezave oziroma trdi, da nikdar ni bil velik fan od Epsteina, ampak valjda sporočila kaže čisto drugače, koliko sta bila buddyja, koliko sta se imela rada. Ful je bizarno, ker v Epstein filih na eni točki je bil Donald Trump omenjen spet ne vem koliko 1000-krat, ampak potem, ko so ljudje to večkrat refreshali ali pa večkrat prišli te rezultate pogledati, so se ekstremno zmanjšali, tako da nekdo tukaj je v ozadju, ki skrbi, da so ta imena manjkrat omenjena, da se brišejo, da se te stvari se ves čas spreminjajo, dobesedno dobivamo informacije tiste, ki jih oni nam spustijo ven. Pa naj še to poudarim, v Epstein filih, tisti, ki ste gledali, vidite, koliko ogromno stvari je cenzuriranih. Ne govorim tukaj vsaka 10. Prav tako črni kvadratki so vedno gor v teh filih, ali je tako ključno besedilo, ki ga javnost kao ne sme še videti, ali so slike, ali so gola telesa, bilo kaj. Vedno je črno cenzurirano, noben točno ne ve zakaj. Včasih zato, ker so žrtve, ki niso želele pač javno, da se vidi njihova imena ali pa telesa ali pa bilo kaj, spet drugič pa, ker se ščiti stvari, ampak zdaj koga in zakaj. Najbolj pomembna imena iz Epstein file še vedno niso spuščena javnosti. Mislim, da se govori okvirno v 3 ekstremno pomembnih imenih, ki bi spremenile celo zgodbo, ki še vedno niso sproščena javnosti. Tako da bistvo mogoče sploh še ne vemo. Verjetno sploh še ne vemo. Potem je pa tukaj Prince Andrew, meni osebno mogoče najbolj zanimiv, ker je hvala Bogu tudi, če jaz prav razumem, bil izključen potem iz kraljeve družine po vsem tem, on je bil že od samega štarta znan kot Kazanova kraljevske družine oziroma tak player boy. On se v Epsteinovih filih pojavlja isto non-stop. Pravice na enih slikah izgleda še mlad, koliko je bil v svojih 40-ih, potem izgleda že ful star in siv.
Veš, da so bila to prijateljstva dolgoletna in če je tudi na teh fajlih, kako se je z njegovimi helikopterji od Epsteina vozil, veš, da je to nekdo, ki je mogel biti toliko zraven, da je nemogoče, da ne bi vedel, kaj se dogaja. Gremo kar v meso tega princa Andrewa in zakaj on ni lahko prišel čez celo to situacijo. Tukaj imate prvo sliko, ki je ekstremno slavna. On je tukaj na sliki z Virginijo, to punco, ki je zelo pomembna žrtev Epsteina in Epsteinovih fajlov, pač ves čas se ponavlja. V zadju pa ženska Ghislaine, ki je tudi zelo pomembna za to zgodbo in ne bi bila kot neka življenjska partnerka od Epsteina. Ne žena, ampak nekdo, ki je bil ves čas zraven, bil zelo pomemben za ta video. Torej, tukaj vidimo ob Virginiji princa Andrewa. Fora je bila, da tukaj so se oni spoznali. Ghislaine, to ta temna ženska, je Virginijo videla nekje, kako je masirala, imela je tako navadno dijaško delo, slabo plačano, ne masirala, bila je v nekem spaju in Ghislaine je takrat videla, opazila in si mislila, wow, očitno je bila vizualno privlačna, mlada, 17 let je tukaj stara Virginia. Kot vemo, vse žrtve od Epsteina morajo biti mladoletne, drugače jim ni zanimivo, da ne govorimo o tem, da so bili pogosto verjetno otroci. Virginia je takrat veselo prišla v te kroge Epsteina, ker je želela biti del tega sveta, ker Ghislaine to predstavlja kot nekaj zelo pomembnega, nekaj, ker se veliko potuje, ker je veliko denarja, ker je veliko prestiža. In tudi tukaj, ker je bila Virginia zraven in je videla, da je tam princ Andrew in je bila čist paf in je rekla, oj, moram dobiti to sliko za mojo mami, ker bo čisto navdušena, pač sej vem, da je malo čuden, ker je strp proti meni, ampak je pa princ Andrew. In je imela, hvala Bogu, takrat pri sebi tako rumeno kamero, lih to, kdaj je delala, kot vidite, je zelo meglena slika in so takrat naredili tole sliko za spomin. Torej, ta slika, ko je princ Andrew z mladoletenco, je ena izmed glavnih, ki je ratala viralna. Potem je pa tukaj še druga, ki je pa še dosti hujša, oziroma so 3 nekako na kupu podobne, kjer je spet on na nek način kleči ob ženski, ki ne vemo, znala bi biti bolj punca kot ženska, ne vidimo pač obraza, ker je po vsej verjetnosti žrtev. Eni so tudi trdili, da ali da je omamljena, ali da je zadrogirana, ali pa da je mogoče celo, da ni živa. Ampak glede na to, da ima nekje roko gor, je skoraj ziher pri zavesti. V vsakem primeru, po tej sliki je on potem utrpel neke blage posledice, v glavnem noben od njih verjetno ni niti približen dobu tega, kar bi mogel. Prej sem začela omenjati Ghislaine, ampak Ghislaine je res ekstremno pomembna, tako da dajmo še kaj povedati o njej. Ghislaine Maxwell, ključna oseba Epsteina nasploh, res življenjska partnerka, ona je izhajala iz elite, ker je bila hčerka mogotskega medijskega človeka iz Velike Britanije, tudi ona, ko jo slišiš govoriti, ima pač angleški dialekt, oziroma je pač iz United Kingdom. Ko se je Epstein z njo zapletel, poleg tega, da je dobil eno partnerko, ki je bila isto psihotična kot on, oziroma da je prvo šla iste stvari početi kot on v življenju, iste interese sta imela, je dobil tudi po defaultu eno žensko ob sebe, ki je bila že pri svojem izvoru pomembna, elitna. Če on recimo ni bil rojen v elito, ona je bila in je s tem dobil boljše dostope, boljše povezave, nekoga pomembnega sebi ob bok. Ona je nekako najbolj pomembna v tej zgodbi kot njegov največji pimp, po domač povedan. Ona je skrbela, tako kot sem prej omenila, da je tisto 17-letno Virginijo pripeljala v njun dom, ka Epsteinu je pripeljala tudi vse druge punce. Zdaj bomo pa počasi šli v to, kako je do tega sploh prišlo, kako so se te punce, mladoletne, mlade, še mlajše kot v srednji šoli, ki so otroci dobesedno, kako so se znajdeli pri Epsteinu, kako je prišlo do tega. Že v zgodnjih 2000 letih se je to začelo pojavljati, tako pop-up sem pa tja, oziroma govorimo tukaj zdaj na območju Floride. Mlade punce, recimo enkrat so se 2 steple in potem so starši prišli in so preverjali njune nahrbtnike in jo noter so najdeli, ne vem, nekih $200–300 in so spraševali, od kje je to prišlo. In potem punca rekla, ja ne, enemu staremu gospodu sem dala masažo in sem dobila toliko plačan. In so tako, kaj? Kakšno masažo? Kakšna masaža je to, da si dobila za nek kratek čas, za 1 uro te masaže $200–300? Takrat je bilo to ogromno, še dosti več, kot bi bilo danes. In toliko so oni zaslužili ponavadi v, ne vem, kaj se vem, tednu, 2, 3. In je bilo to ogromno, ne? In potem je punca rekla, ja, no, ta moški je Jeffrey Epstein, pa tja me je pripeljala ženska Ghislaine Maxwell.
In tako se je vse začelo. Ghislaine je recimo kakšno punco pripeljala s tem, ker je pristopila k njej in imela tak stas bogate dame in so ji zaupale in je rekla, nič tacga ne bo, mičkam boš pomasirala. Plus izbirali so absolutno punce, ki so imele težko ozadje, punce, ki niso bile iz bogatih družin, tiste, ki so bile na Floridi in so gledale svoje sošolke, ki so imele boljšo malco, boljšo oblačila, boljše pogoje življenja, lahko so šle na počitnice, one pa niso mogle, ker so bile iz slabših ozadij, niso imele denarja in zato jih je to toliko bolj privlačilo. So si rekli, veste, ena ura masaže z $200-300, zakaj pa ne? Niso pa vedeli, kaj točno jih bo tam čakali. In tako se je ta krog nadaljeval. Če je punca prišla tja in je Epsteina zmasirala, bomo šli v detajle, kako so te masaže izgledale, je potem dobila denar in denar je dobila tudi, če je pripeljala svoje kolegice. Tukaj moram omeniti, da sem slišala, da Epstein oziroma Ghislaine sta želela, da te punce okvirno vejo, da ta masaža ni najbolj nedolžna. Ne zato, ker bi hoteli za punce poskrbeti, ampak zaradi tega, ker jih je skrbeli, da ne bo punca prišla tja in hodila zbežati, ali pa da ji bo nagnusno, ali pa ne vem kaj. Ker ko so prišle v ta prostor, je Epstein ležal ponavadi v zatemnjeni sobi, ki je bila prav cold, ki je bila prav oklicana soba za masaže oziroma masažna soba, je ležal že z glavo navzdol, tipično kakor pri masaži, samo ni vstal potem tipično. Ghislaine je ponavadi te punce na začetku inštruirala. Naprimer, Virginio je inštruirala na ta način, da ji je roke vodila po Epsteinu, na kakšen način ga mora masirati, da bo on zadovoljen. On se je na eni točki absolutno obrnil krog. Ghislaine je potem hotela reči, da ne sme spuščati nobenega dela njegovega telesa, ker valjda vključuje njegov penis. Super, samo gavno. In potem na eni točki se je valjda tudi želel Epstein punce dotikati. Pogosto je uporabljal razne spolne igračke, punce itak so slekali, da se je on lahko z njimi delal karkoli želel. Tukaj se prav spomnim, kako je Virginia pričala, da ko sta je slekla, sta se ji posmehovala, ker je imela oblečene take spodnice s srčki, koliko je otročja, kakšen underwear, bla bla bla. V glavnem, potem je pogosto sledila kakšna prha, tako da shower, in Epstein je bil zraven in tudi punce so ga mogle tudi stuširati, umiti. On je pa vmes se ukvarjal kot en mentor. Pogosto jim je govoril, da to tako mora biti, da ne se čim prej navadijo na ta življenje. Predstavljaj si to punce, ki so bile stare tudi po 14 let, to je pač otrok. Jaz imam zdaj nečake stare 15, 16, pa sta čisto otroka. Mislim, predstavljaj si pa 14-letnico tam, ker ne veš, kaj se dogaja. Star moški, ki je siv in ogaben, ti razlaga, da je to vse normalno, da to kolegi med sabo delajo. In ko so te punce odhajale z denarjem, so se počutile obupno in nesti, ampak niso točno vedele, zakaj, če je to načeloma ok, normalno in bb. In potem so pripeljali druge punce in tako se je ta ogaben krog nadaljeval. Tudi nasploh so bile te punce, v Ameriki temu rečejo groomed, ne vem kako točno je beseda v slovenščini, ki jih nek starejši v svoj način ukaluplja, lahko kar mu paše, plus jim daje lih prav pozornosti, da ga ubogajo in da mu sledijo. In on ni samo z njimi delal tako kot je, pa manipuliral, pa plačeval in da so mogli vse za njega delati. On je tudi, recimo, da jim je pred srednjo šolo, ne vem, posloval avtomobil, zato da so imeli lahko dostop do njega, plus, ne vem, huge shop akroš ali pa kaj tacga. Potem spet sem slišala, da punce, nekatere, ki jih je vozil, ki so bile predvsej pretty sure srednje šolke, res mlade punce, jih je pripeljal recimo svojemu helikopterjem ali pa helikopterjem, kaj ima že private jet, I guess, in jih je oblekel v puloverje iz fakultet, da bi izgledali, kakor da so starejše. Veš kaj, vse izgledajo mlade, ampak jim je dal gor puloverje določenih fakultet, da bi ljudje saj nadelač mislili, da so mogoče legalne, da so dosti stare. Potem lahko omenim Elona Muska, enega imate zelo radi, eni ne. V glavnem, on je bil v zvezi s tem primerom tudi omenjen, ni toliko močno ime kot drugi, ki sem jih do zdaj naštela, ampak še vedno je bil pa tukaj tako straight up ujet na laži, tako na polno. In sicer, on je javno izjavil na X-u oziroma takrat Twitterju je izjavil, da nima popolnoma nobene povezave z Epsteinem, razen tega, da je Epstein enkrat njega prosil oziroma vabil na njegov otok, ki je imel pač private island, to bom pa še omenjala, in da je Elon Musk zase trdi, da je zanikal, da je rekel, ne bom šel, ne hvala. To je potem ven prišlo v Epstein Files, dejansko vidimo e-maile, kjer Elon dobesedno pros Epsteina, da rab oddih, da rab iti na
na njegov otok in da naj mu Epstein pove, kdaj bo najbolj nora žurka, oziroma na kratko povedano, da ga najmanj od vsega zanima miren oddih na otoku, ampak pač največja žurka ga zanima. To sem zdaj zakomplicirala, ampak ja. Jaz verjamem, da bo moj editor najdel ta sporočila, primerna, o kateri govorim. Tole mi je ChatGPT dobro napisal. Če želiš razumeti razsežnost Epsteinovega sveta, moraš nekaj razmišljati o njem kot o enem človeku, ampak kot o ekosistemu. Vsi se podpirajo, vsi imajo eno drugega hrbet, vsi imajo informacije, vsi so vplivni, vse nekako deluje, okay? Ta sistem je imel pa tudi 3 glavne kulise. Ena izmed njih je bila hiša od Epsteina na Manhattanu, tako da res nekaj prestižnega. Druga stvar je Lolita Express oziroma ta njegov jet, ki je pač ves čas uvažal te punce in mladoletne osebe. In pa potem še otok Little St. James na Karibih, torej od Virginia Islands, ker je najbolj crazy, tako najbolj ironično, Virgin Islands, in istočasno so ga klicali tudi Orgy Island, tako da, ja, ok, gremo zdaj to po vrst. Epsteinova hiša na Manhattanu, by the way, ni bila samo velika, je bila ena največjih rezidenc ever, kogarkoli tam, po tem območju New Yorka. Tisti, ki so kadarkoli obiskovali to rezidenco, so vsi podobno opisovali, da je bilo tako nenavadno razkošno, ampak kakor nek show-off, zato ker se elementi med sabo niso povezovali, kakor da bi nekdo samo hotel pokazati čim več nenavadnih skulptur in slik in omarc in pohištva, kad bi hotel nametati vse najbolj drage stvari na kup, čeprav nimajo povezave in smisla. In tudi baje, ko so se sprehajali po teh njegovih rezidencah, če so bili gostje, so se počutili, kot da je on vedno mečkan za njimi hodil, ni bil glasen, bil je tih in bil je ponosen predvsem na to, koga vse je imel v tej skupini med gosti, ker so oni med sabo bili začudeni nad temu dejstvom, kdo vse je tam. Potem je tisto zasebno letalo, Lolita Express, ker se itak že sliši zabruhata, Lolita v smislu mejhen punček, mejna punčka, mejhen fantek. Tukaj v povezavi s tem so pomenili letalski dnevniki, ki so potem prišli ven, ker so gor vse časovnice, kdaj je kdo letel, odkje, kam, Karibi, Amerika, Evropa, vse je povezano, kdo je kdaj bil gor, vse to je prišlo ven v Epstein filih, tako da ljudje temu ne morejo bežati. Predstavljaj si, da je ime od nekoga tam omenjeno, ne vem, samo 3-krat. Ampak predstavljaj si, da si ti tam pa Epsteinu bil 3-krat. Valjda veš, kaj se dogaja. Mislim, vse je to allegedly, jaz tega ne moram trditi, ampak ne moreš biti tam ali pa 7-krat pri njemu in trditi, da nimaš pojma, da se je kaj čudnega dogajalo ali pa zakaj si sploh hodil tja. Pač, it's not realistic. Zdaj bomo šli pa mogoče mečkan v bolj take bizarne stvari, ki so najdene v Epstein filih. Tiste najbolj šokantne bom začela zdaj brati in sporočila in vse ostalo. In jaz ne moram trditi, kaj to pomeni. Vse so samo teorije zarote, kaj to pomeni. Razlagajte si po svoje, jaz bom probala čim bolj razložiti, ker tega je toliko veliko, da je zacrkano. Ampak prva stvar so res čudni izrazi v teh e-mailih, ko uporabljajo določene hrano in vrste hrane, ki več kot očitno pomenijo nekaj drugega. Spet, jaz to ne moram trditi, da pomeni nekaj drugega, ampak zelo jasno je, ko to bereš. Bom prebrala primere, ampak tukaj not so večinoma omenjeni izrazi pica, pasta, hot dog party, potem je pa tudi milk, cookies, pa cream je zelo pomembno, muffini itd. To boste videli, ko bom brala, ampak te stvari več kot očitno ne pomenijo hrane, ampak nekaj drugega. Kot neka koda za zlorabe. Jaz osebno špekuliram, da je to vrsta mlade osebe, ki so jo naročili. Mogoče iz kje približno izvira, a je močne, bolj suhe postave, mogoče starost in pa tudi rasa, take stvari. Tako jaz to dojemam, lahko se motam, vi si razlagajte po svoje, ker jaz to ne smem trditi, samo ugibam. Potem je še ena stvar, tukaj ne vem, če upoj kaj slik, če sem najdla, ampak umetnost in bizaren dekor v njegovih hišah dejansko so določeni predmeti, tudi ena luč zgleda dobesedno kot iz človeške kože. Pravno, nekdo je izumiral, zgleda, kot da se vidijo žile noter, isto kot pri Edu Geinu, ja, dobesedno isti vibe in ljudje tudi take stvari špekulirajo, ampak spet nič od tega ni dokazano in potrjeno, samo pač zgleda slabo. Nekdo reče, does Ambani want fish? To je v e-mailih. Ambani je bil pač en izmed teh elitnikov. Je odgovor, he is vegetarian, no flesh of any kind, kao vegetarijanci je noče nobenega mesa. To lahko zveni popolnoma še normalno, ampak potem pa vprašanje sledi, ok, even Irish meat, definitivno ne govorimo o irskem mesu ali pa ribi, ker
je Irish, mislim, veste, kaj hočem reči? Ok, naslednje sporočilo. New Brazilian just arrived, sexy and cute, 9 years old. Torej, nov Brazilec ali Brazilka je jih prispela, zelo cute, sexy, 9 let starost. Tako da nismo bili samo pri 14-letnici, bili so 9-letniki. Naslednje sporočilo. Thank you for a fun night. Your littlest girl was a little naughty. Tvoja najmanjša punčka je bila mečkam poredna. Potem naslednje sporočilo. A veš, ko veš, da je nekaj kod, ampak ne veš točno zakaj? Lynn, can you please make sure I have some muffin butter and baked muffins to take with us tomorrow to the ranch, je pisal. Ja. Torej, če lahko vzamemo muffin butter, baked muffins, ne govorimo o muffinih, ker te muffini se tukaj pojavljajo non-stop. Noben ne bi to govoril o fucking muffinih. Ok, spet govorimo full o muffinih. There is some change that I would like to announce. As you know, Mr. Epstein is cutting sugar from his diet as much as possible. Besides reducing sweets such as cookies, ice cream and so on, he would like to have healthy cooked food at the house. As the other thing he would like to change is the size of his muffins. Could you please next time bake muffins for Mr. Epstein, make them smaller in size? Your muffin proportions are good, however, they should have no brown sugar at the top. Thank you. Jaz sploh ne vem, kaj si misliti. A veš, ko pomislim brown sugar on the top, pomislim, ne vem, grozen, ampak ne vem, barvo las ali pa mogoče, ne vem, grozen je, ampak veš, da je koda in ne veš zakaj. In vsi so jo poznali, vsi so uporabljali to kodo. A veš, koliko ljudi mogli biti povezanih v ta njegov krog, da so vedeli vse te kode. Hi, Sonam. Jeffrey might came back to the New York June 17 to 19, but I still think should get the muffin ingredients on the airplane this Friday, June 8th, just in case, and all the ingredients will be ready by tomorrow and we'll get in airplane this Friday. Če bi bili to dejanski muffini, bi oni tombali muffine, kjerkoli, katerkoli, kogarkoli. Ne govorimo o muffinih, vse to tudi vi veste. Potem naslednja stvar je tale video, si ga kar poglejte. Ta ženska govori, da ta miza, ki je v Epsteinovi hiši, zdaj ne vem, ali je to na otoku ali mogoče na Manhattanu, ampak ta miza ima dejansko na tleh 4 stvari, ki se vklepajo v nog, ki na hitro izgledajo kakor dojenčki. Jaz sicer ne vem, če vidim dojenčke, ampak njena teorija je taka, da so to 4 dojenčki, gor je slika mlade punce, ki ima tudi prekrit obraz, zato sklepamo spet, da je verjeten žrtev, ker je to iz Epstein Files, ne? In te 4 otroki sklepajo, da mogoče je ona jih rodila in so jih potem ji vzeli, ker je po vsej verjetnosti en izmed teh elit oplodil ali pa pač Epstein. Pač to je spet čista teorija, ampak zgleda res toliko weird in ne vem, kaj bi lahko bilo, ne vem, pač svašta. Tukaj spet se začne pojavljati pica noter. You mean radiating a soft glow with the look of bliss and excitement? Yeah, that's the pizza. In potem odspod odgovor, she looks pregnant. That's the pizza, pač hrana pri njih ni pomenila hrana. I wanted to let you know, the crew really appreciated the pizza today. Thank you for letting us do that. Pico ne duaš, ampak jo ješ, torej to eat that, če bi bila dejansko pica. To že vemo, da ni pica. Let's say 4 p.m. It shouldn't take too long. Maybe a couple of hours for the casting, S kot rit je tukaj podarjena. Then I will make the pizza mold after. I'll have it ready when you come back. Since we're not going for crazy detail na pizzi, you can just wear either skin-tight nylons or just a tongue, if you want. Bla bla bla, teh sporočil je neskončno. Holy shit, chunky, I forgot about that. What time do you want to get pizza and grape soda tomorrow? Grape, da besedno so uporabljali grape besedo. Skoraj je taka, kak mogla biti. Totally loved it. Pizza party was great. We had a lot of fun. Stayed late. We all slept yesterday morning. Your night was good? Spet naslednjo sporočilo. Subject, kao, torej predmet sporočila. Alert, send pizza to Bobby. In potem spod, send pizza to Bobby. Pač zelo pomembno. Spet naslednjo sporočilo. May I bring in your slice of pizza to you? Respectfully, Daphne. Daphne, neka ženska je tudi to. Po spletu kroži zgodba človeka, ki trdi, da je bil na luksuzni jahti skupaj s temi vplivnežami, z elito in je pač videl, kaj so počeli in on trdi, da so razsekavali majhne dojenčke in jih konzumirali. Spet drugi trdijo, da so jedli notranjost teh dojenčkov oziroma črevo itd. Zveni bizarno, jaz vem in verjamem, da je vse možno, sploh zaradi tega, ker se v tem primeru ves čas pojavlja neka ideja o kanibalizmu. Jaz pač ne moram tega trditi,
veliko teh stvari res ni potrjenih, ampak je pa res, da mi od Epstein filov dobesedno, po moje, več kot pol nimamo. Sploh že od tega, ker imamo, ni sproščeno javnosti v celoti, ampak je vse cenzurirano, tako da dobesedno lahko samo ugibamo. Je pa absolutno treba paziti danes na AI, zaradi tega, ker sem jaz gledala po TikToku, je zanimiv, tam so najbolj zanimive zgodbe, najbolj bizarne, ampak velikokrat je AI, tako da pazite. Ali pa kakšni otroci govorijo o tem, kaj so počeli pri Epsteinu. Te stvari so ali iz drugega primera, ali pa pač je AI, tako da ne nasedati čisto vsemu, če ni dejansko iz Epstein files, ne moramo kar ugibati, da obstaja nekaj, kar ne obstaja. Potem se je še ena stvar dogajala pri Epstein files, je sicer, da so žrtve hodile na terapijo, ker so imele tako hude travme in potem, ko so imele to terapijo, tudi pogosto je bilo tisto, ko te uspavajo in ko se že reče temu. Hipnotizirajo, po tej hipnozi so dobile spomin nazaj in ti spomini so bili grozljivi. Tukaj pride ven tista zgodba, ko je ena žrtev trdila, da je videla, da so jedli notranjosti črevesa oziroma prav blato ven iz črevesa, ker je itak totalno ogabno in gnusno. Človek bi upal, da ni res, ne vemo pa ali ni, je pač neka priča ene žrtve v Epstein filih. Še eno izmed zanimivih sporočil, ki ne vem, če bo tukaj slika najdena, ampak obstaja, ko je ena ženska pisala Epsteinu in je rekla, a še vedno rabiš fake ženo, stara bi bila približno 50 let, Rusinja pa zelo je tako vredna zaupanja, zelo je resna, pač hoče ta job. Tako da očitno je Epstein tudi sam za oči ljudstva iskal mogoče eno žensko, da bi spadil bolj normalen, bolj legit, bolj navaden moški. Še ena izmed velikih teorij zarote, ki je udarila ven, tukaj jaz ne vem, kaj si misliti, bom vam jo pa povedala in sicer vsi poznamo primer Madeleine McCann, to je najbolj poznan primer pogrešane osebe na svetu. Je šlo za res majhno deklico, a je bila takrat stara, ne upam zdaj trditi, ker se ne spomnim dobro primera, bila je pa pogrešana iz Portugalske, ker so njeni starši takrat letovali, žurali, pili s kolegi in jo so pustili v sobi spat in ona je takrat čez noč izginila. Zelo na hitro in od takrat, od 2007, o tem ni bilo nobenih znakov. Potem pa je policija dobila prijavo leta 2009 že, da so jo videli skupaj z eno žensko, ki je izgledala identično kot Ghislaine Maxwell in pa enim moškim, ki ne bi izgledal kot Epstein, in ta punčka ne bi hodila in se držala za svoje desno oko. To je pa pomembno zaradi tega, ker je Madeleine imela zelo značilno desno oko, imela je pač tako nenavadno, majčkeno razlito zenico, zato pač je to bilo sumljivo. Ta prijava konkretno na policijo je šla šele leta 2021 in so potem rekli, zakaj pa tega niste prej prijavili, in so rekli, da so prej prijavili že leta 2009, ne 2 leti po izginotju Madeleine, ampak da je potem šele 2020 je Ghislaine dejansko bila priprta in šla v zapor in so se potem spomnili še enkrat na to in povezali med sabo točke. Zdaj pa, če gremo bolj na realne podatke, oziroma kaj so dejansko žrtve trdile, da se je dogajalo v teh sobah. Oziroma pri Epsteinu, ko so pač delale za njega, ko so ga masirale, vedno se je vse vrtelo okrog teh masaž. One so trdile, da pogosto so se menjavale po urah. Bil je prav sistem, imele so ure, imele so urnike, takrat si mogla biti v tisti sobi. Pogosto, ko je ena prišla, se je zamenjala z drugo in sta se srečala in kakšna, ki je bila, ne vem, 16, je rekla, ja, Makuna je bila še ful mlajša. Bog ve, koliko res majhni otroci so bili tam. Že ko gledaš Epstein files in tiste fotografije, vidiš vmes v naročju ima kakšne tako majhne otroke. In potem se sam sprašuješ, a je to od kolega otrok? Pa tudi, če bi bil, ga kolega ne bi pustil pri Epsteinu v naročju, torej kaj ta otrok tam dela, ne? Pogosto so te punce govorile, da ali so mogle one njega masturbirati, ali je on masturbiral ob tem, ko je njih gledal. Določene so bile tam toliko veliko pri njemu, da jim je že uredil vse, da so tam praktično živele, da jim ni bilo treba v šolo, nič delati, v službo, bile so veliko plačane. Nekatere jim je tam samo zato, da so bile plačane, da so bile tam gole v prostoru ob njemu. Tako da čisti powerplay. Sam ti zdaj imel on občutek, da vodi situacijo, da lahko kadarkoli se naprdne karkoli in jih zmanipulira v karkoli. Še ena stvar, ki jo omenjajo, je to, da če so one omenile, da bodo karkoli od tega izdale, jim je on rekel predvsem to se zate ne bo dobro končalo. Zdaj pa naj one ugibajo, kaj hudiča to pomeni. Potem je še ena pomembna stvar tukaj, ki se pojavlja.
Tukaj ne moramo spet točno vedeti, koliko je to legitimno, ampak najdeli so dnevnike deklet, ki so živele pri Epsteinu oziroma so bile tam zelo veliko časa. Punce so recimo dejansko pisale dnevnik in ta dnevnik je bil potem najden. In iz teh dnevnikov se razbere, da so te punce rojevale. Ne enkrat, ampak tudi po dvakrat, ker je to zabeleženo in potem one pišejo o tem, kako je bil ta otrok njim odvzet. Te stvari so verjetno ekstremno boleče za brati za kakšnega, ali so izgubili otroka, ali imate majhne otroke, kakorkoli že, tako da ne bom veliko brala. Čisto na hiter. In the hall, Ghislaine said she was beautiful. She was, not is. She was a beautiful girl. I heard her. Where is she? Why did she stop whimpering? She was born. I heard the tiny cries. I can't do this anymore. In to se je zgodilo večkrat. Tukaj punca po svojemu porodu opisuje, kako je Ghislaine tega otroka vzela, oziroma kako je vodila čez porod, kako je tega otroka vzela in potem prišla nazaj in je rekla, ful, je bila lepa deklica. In kje je zdaj? A ne, kaj se je zgodilo s temi otroci, če so dejansko obstali in če so bili dejansko rojeni? A ne vemo, pač, ampak groza. Potem pride julij 2019, ki je precej pomemben, ker njega na letališču v New Jerseyju aretirajo. To je bila druga aretacija, ki je bila bolj pomembna, bolj mogočna in takrat so se elite od njega začele umikati zaradi tega, ker je ratalo vse bolj javno. Takrat je policija preiskala njegovo hišo, njegovo posest na Manhattanu in so najdeli vse to, kar mi danes kličemo Epstein files, ker je bilo res crazy stvari. Crazy veliko stvari, ki bi lahko valjda tudi drugi bili v ZOS-u, vsi ti drugi pomembneži in jih je ratalo strah. In takrat so se elite začele od njega umikati in se delati, da ga ne poznajo toliko dobro in da ni toliko pomemben in da niso bili toliko kolegi in da niso bili toliko povezani. Bill Gates, na primer, se je pravičeval v smislu, jaz je bila res napaka, pa on se je še po drugi aretaciji ful družil z njemu. Donald Trump ga je isto čizdal na hladno, čist ga je ghostal, pač take stvari. Ghislaine Maxwell je bila tudi, hvala Bogu, aretirana potem 2019 leta in je dobila 20 let zapora. Hvala Bogu, nič ne kaže, da bo prišla ven. Je en tak grozen primer, ki je hotela tudi izkoristiti od Epsteina, ki se je že pri prvi aretaciji zmenil za sweetheart deal. Temu se reče, da od takrat naprej nekaj, ki bi mogli iti na federativno raven, je potem postalo zelo neki zasebno sojenje in še to je prišel ven z nekim dealom. Bil je v zaporu, mislim, da 18 mesecev ali še manj, imel je ful dobre pogoje, praktično je bil lahko večino časa izpuščen, hodil po nakupovalnih središčih, bla, 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 vse mu je bilo proščeno. In tukaj je Ghislaine tudi želela nekako ta deal dobiti zase in reči, da vsi, takrat so Epsteina poznali, bi mogel jim po dogovoru ta deal pripadati in potem se tukaj pri Ghislaine niso mogli odločiti, ali dejansko dati to opcijo ali ne. Hvala Bogu se je izšlo, da je ona pristala v zaporu, kot njegov glaven pimp, basically. Zdaj pa še ta pomemben del zgodbe, ki ne moramo posvetiti preveč časa, ker bi trajali 300 let, ampak Epstein v zaporu. Pristal je v Metropolitan Correctional Center v New Yorku. On se je že na eni točki želel samo poškodovati. Saj ne bi to res sam sebi poskusil narediti, ker je imel neke zareze v vratu. Potem je on dobil bolj tisto spremstvo, ki ga nekaj dni bolj ves čas nekdo opazuje in ves čas ob njemu, zaradi tega, da si ne bo pač vzel življenja, ker je pomembno predvsem z tega vidika, da bo on dočakal sojenje. Na temu sojenju potem bi on mogel čez vse te Epstein files in to bi trajalo ful časa in vse druge elite bi vam prišle, veliko informacij bi prišlo ven, takih, ki svet verjetno noče in ja, tukaj njegova smrt je pa pač ekstremno sumljiva. Avgusta 2019 ga najdejo mrtvega v celici in sicer v noči z 9. na 10. avgusta. Zakaj je ta smrt sumljiva? Prvo kot prvo, nič čudenega, bil je obešen pisali zaporniško ne preprogo odejo, ampak izgleda tako oranžen, kot da bi bil del oblačil mogoče od zapornikov, tako da ne vem točno kaj je, ampak pač obešen s tkanino. Več čudnih stvari se je tukaj zgodil. Ena izmed njih je, da paznika, ki bi takrat na pol ure mogla delati obhod, sta takrat čudežno obabila na internetu in potem od 10. ure do polnoči, zaspala. Določene kamere tudi takrat niso delovale, lih takrat, lih na tistih hodnikih. Takrat ne bi Epstein mogel imeti svojega soseda v isti celici, torej še enega človeka. Ga ne imel, ker so ga lih prejšnjo noč prestavili v drugo celico. Ena stvar, da je tukaj čudno naključje, bi človek verjel, ampak 3 take močne in res čudne so pa res malo preveč čudne, mečkam preveč praktične za elito, ki bi se mogoče ustrašili, da te informacije pridejo ven na sodišče in so ga mogoče na nek način
odstranili. To je bila tista ful velika debata tam leta 2019, 2020, tega se spomnim, ampak takrat se še nisem poglabljala v ta primer Epsteina. Pa še ena stvar je bila, v vratu je imel določene kosti zlomljene in te zlomljene kosti so bolj značilne za zadavitev, da ga je zadavil, kakor pa za to, da se je obesil. Ampak še vedno koronerka takrat v New Yorku ga je oklicala javno, da je bil to samomor. Torej, da ni bilo foul playa, da ni bil umor. Spet. Te stvari so med sabo tako povezane, to so vsi ljudje na položajih, ki bi lahko dali ključ čemrkoli za denar, za povezave, za varnost, tako da spet ne moramo vedeti, kaj je bilo. Lahko samo ugibamo. Ok, dragi moji, sami veste, sami razumete in sami čute, koliko je ta primer neka frustracija, ker se ni končal, kakor bi se mogel. Fajli niso spuščeni javnosti, kakor bi mogli biti, vse je cenzurirano, ves čas ginjajo, se dodajajo itak samo tisti, kateri so dejansko spuščeni, tako da je vse skupaj en velik bullshit. Vidimo lih toliko, da si lahko sam domišljamo, kaj se je zgodilo. Vsi veste, da se shady stvari dogajajo. Jaz jih že od nekdaj opisujem, vsaj Illuminatijo in Adrenokroma in vse to jaz pač basically verjamem, pač to je dokazal, veste, da je res Sam človek si želi, da bi nekdo nekaj konkretnega naredil, da bi lahko razpucali tako vse, ki so na položajih in dali druge, ker te, ki so pač gnili. Tako da ja, ne bom se kregala, sami si razlagajte. Nekaj mi crkuje, pa ne vem kva. Tako da, dragi moji, hvala, ki ste gledali te dolge videe. Se slišimo glede Epsteina spet, če bo kaj res novega, ekstremenga. Jaz upam, da je žrtve dobila na eni točki zadoščenje in pač pravico, kakor bi mogla biti, če že ne moramo jim odvzeti teh travm, ki so jih tam doživljali. Ne pozabite na Surfshark, spodaj v opisu videa je link, klikam ga in tipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesta Surfsharka. To je pa to zaenkrat z moje strani, Elen mama, pridni bote radi smeti, se gledamo naslednji petek, bye!